Pred 2 letoma smo obiskali naselje vizualno usklajenih hiš iz križno lepljenih lesenih plošč v Stražišču pri Kranju. Njihovi masivni zidovi so bili takrat še goli, je pa uporabljeni naravni material že obljubljal visoko kakovost bivanja. No, zdaj so hiše večinoma gotove in useljene, v njih pa so dom našli ljudje, ki cenijo les in prednosti, ki jim jih ta ponuja. Tale 180 kvadratnih metrov velika lesena hiša je dom mladega para. Na prvi pogled res morda ni videti, da je lesena, a naj vas videz ne zavede, kajti pod fasado in ometi se skriva pravo smrekovo srce. Hiša je zasnovana kot dvonadstropni objekt z dvokapno streho. Ker tehnologija križno lepljenih plošč omogoča izredno hitro gradnjo, saj so vsi deli vnaprej pripravljeni v tovarni, je bila konstrukcija hiše postavljena v le nekaj dneh. Že v času gradnje pa sta lastnika k sodelovanju povabila tudi arhitekta, saj sta vedela, da bo potrebnih nekaj tlorisnih prilagoditev. Aleš in Matic, pozdravljena. Vidva sta oblikovala interjer te hiše in me zanima, v kateri fazi sta pristopila in kako je na vajino delo vplivalo dejstvo, da gre za leseno gradnjo. Midva sva zelo zgodaj začela sodelovati pri tem projektu. Se pravi, investitorja sta od naju pristopila, preden so pridobili gradbeno dovoljenje. Arhitektura je bila, se pravi zunanjost arhitekture je bila določena. Naša naloga je bila pa ureditev interjerja. Tako kot omenjeno, je pa to lesena hiša, tako da tudi ko sta v bistvu investitorja pristopila do nas, smo bili zelo veseli, ker v bistvu lesene hiše imamo radi, tudi radi jih v bistvu projektiramo in arhitekturno, kot v bistvu v sklopu interjerja. Tako da smo še z večjim veseljem pristopili k tem projektu. Imajo pa, tako kot omenjeno, določene specifičnosti. Eden je bolj ambientalni, drugi je bolj tehnični. Ta ambientalni je mogoče to, da imamo možnost v sklopu lesene hiše tudi razkriti določene stene, se pravi pripeljati lesen ambient v hišo. Sicer v našem projektu do tega zaključka nismo prišli zaradi določenih razlogov, tudi mogoče zaradi želja investitorja, smo pa še vedno želeli les umestiti v interjer, se pravi potem v sklopu samega pohištva. Drugi, ta bolj tehnični aspekt, je pa to, da se mogoče pri lesu vse stvari morajo vnaprej predvideti, se pravi je zelo eksaktno projektiranje, zelo eksaktna je sama zasnova. Zelo pomembno je tudi to, da mogoče v naših starih zidanih hišah smo navajeni, da če se recimo inštalacije nahajajo v neki steni, enostavno poštevamo to, postavimo kamor si to želimo. Tukaj pa v bistvu iz inštalacije postavljamo izven ravni konstrukcije in na ta način moramo malo bolj paziti, kako je to postavljeno, ker v bistvu dodajamo na to osnovno konstrukcijo tudi obloge. No in katere spremembe je doživel tloris? Večina tlorisne reorganizacije se je zgodila v zgornji etaži. Pritlična etaža je rezervirana za velik osrednji bivalni prostor, katerega smo pa skozi projekt interjerja želeli v bistvu zgolj bolj osmisliti. Tako da tle je bilo izhodišče, da poskušamo ta velik prostor ohraniti čim bolj odprt. Dominanca v temu je kuhinja in večji element kamina. Pobudimo se še malce pri tej posebni starševski suiti. Kako je zasnovana? V bistvu je tako, da osrednji del je zgolj spalnica za posteljo, levo je možen prehod v garderobno omaro. Delitev med spalnim delom in kopalnico pa je v bistvu zasnovana na način, da je stena, steklena stena tuš kabine, je v bistvu tudi mejnik mokrega dela suite proti spalnici. Tuš kabina postane kot del v bistvu spalnega prostora spalnice, ki se pa potem nadaljuje proti kadi. Ločeno v tlorisu pa je zalomljen del z ločenimi vrati od sanitarij. Tako da recimo ena tako zanimivo izhodišče je bilo, da je kopalnica in spalnica za čim bolj to povezana prostora. V zgornji etaži je kopalnica za otroke je ločena od kopalnice za starše. In smo želeli v bistvu s tlorisno reorganizacijo omogočiti tako mogoče malo bolj hotelsko zasnovo, ker kopalnica ni ločen prostor v spalnem delu, ampak v bistvu vizualno tudi povezana. Seveda so vse arhitekturne intervencije potekale v skladu z željami lastnikov po minimalistično opremljenem domu, ki naj bo topel in domač. Na njunem spisku potreb so bile še zadostne shranjevalne površine, odporen pult v kuhinji in velika jedilna miza, za katero bi lahko gostila svoje prijatelje. Posebna zahteva je bil tudi utility v nadstropju.
Interjer hiše je umirjen in izčiščen, zaznamujejo ga bele stene, lesene talne in stenske obloge v obliki vertikal ter sivi odtenki v kombinaciji s pastelno-modrimi poudarki. Med materiali, ki so jih uporabili, pa so hrastov les, MDF plošče in kamen. Prosim, popeljite nas skozi tale osrednji prostor, kjer se mi zdi, da res dominira kamen. Značilno so pa tudi tele reskane oziroma rebraste površine. Tudi izhodišče stranke bi en tak sodoben, svetu, mogoče malo, ne bi rekel glih gorenski ambient, čeprav smo na Gorenskem, ampak da v bistvu les in sivina in bela, da v bistvu prevladujeta. Tako da v bistvu kamin je obdan v leseno oblogo iz media pana, ki je na en poseben način tudi izolirana. V bistvu je pa izvedena na način, da se v bistvu te masivne fronte z enimi takimi posebnimi reskalniki poreskajo, tako da dobimo en tak zanimiv ritmičen vzorec. Podobno vzorec se ponovi na kuhinji, na visečih omaricah in tudi na multimedijskem elementu v dnevnem prostoru. Dostikrat se sploh pri kuhinjah, se mi zdi, pojavi ta želja po čim več shranjevalnih površinah. Tukaj pa se zdi, da ste namenoma, zaradi elegance verjetno, žrtvovali nekaj shranjevalnih površin. Ja, kuhinja je zasnovana tako, da ima del visečih omaric, ki so ponavadi polne, odvzete. To smo želeli, ker smo želeli ustvariti dva simetrična vzorca. Na eni strani so bile to viseče omarice, ki so v bistvu odmaknjeni z vseh strani, in na drugi strani prostora bo to en tak viseč element s televizijo, ki ima v bistvu podobno obdelavo. Smo pa v bistvu te manjko shranjevalne površine domestili v shrambi, ki se nahaja tik ob kuhinji. Tako da smo zasnovali tako potezo, ker smo vrata v shrambo skrili v obdelavo kuhinje, se pravi, praktično ne zaznamo ta prehod. Ko pa v bistvu preidemo v ta prehod, imamo pa praktično še eno sekundarno kuhinjo, ker so dodatne shranjevalne površine, dodatni hladilnik, prostor za shranjevanje vina, skratka, dodatno v bistvu omogočimo še dodatno funkcionalnost te kuhinje. Katere prednosti bivanja v leseni hiši bi vidva kot arhitekta izpostavila? V arhitekturi oziroma v gradbeništvu je znan celo termin sick building syndrome. Sindrom slabih hiš na nek način. Zdaj, če povzamemo, da če živimo v armirano-betonski zgradbi, je njena sestavina je v bistvu ogromna količina železa in armaturnih mrež, kar deluje na nek način kot živeti v Faradayevi kletki. In uporaba inventivnejših tehnologij, kot je tudi v tem primeru križno lepljen les, kot konstrukcijski material, ne zgolj iz estetskega vidika hitrosti gradnje, natančnosti gradnje, odgovarja tudi na znatno boljše počutje bivanja v takšni stavbi. Pomembno je tudi to, da gradbeništvo predstavlja približno 40% CO2 izpustov na svetu, tako da moramo tudi arhitekti oziroma vsi, ki gradimo hiše, moramo promovirati nove načine gradnje, ki so bolj trajnostni, in les je to definitivno en izmed teh odgovorov. Sick building syndrom, to pomeni armirano-betonska je mal bolna gradnja ali kako, in tukaj pa lahko rečemo, da smo v zdravi hiši. Tako nekako, ja. Pojavljajo se v bistvu lahko simptomi utrujenosti, anemičnosti in je v bistvu podpora temu, da je bivanje v lesenih zgradbah zagotovo bolj primerno. Tako, kar pa lahko tudi opazimo v bistvu skozi napredke v gradbeništvu, pa da se v bistvu tudi vzor stavb lesene gradnje vedno več pojavlja tudi v javnih objektih. Mi smo imeli v bistvu privilegij, da smo tudi zasnovali lahko vrtec v leseni konstrukciji, ki je tako, da v bistvu se ta trend veže tako na privatne kot na javne objekte. Pa bi se kar strinjal, ker mi smo sicer končali s pogovorom, ampak utrujeni pa še nič nismo, ne? Specialno ne. In če so vas prednosti lesa navdušile, je morda zdaj čas za korak v smeri novega lesenega doma. Na vse zadnje, v Sloveniji vsako uro zraste dovolj lesa za gradnjo kar 19 lesenih hiš, kot je tale.